Preden pa grem tja, bi pa še eno vprašanje. Ne? Zdaj sem o podjetnikih govoril. Ne? Kaj pa pravzaprav startup? Kaj je razlika med podjetnikom pa startup podjetnikom? Vse tiho je bilo. A ima kdo kakšno idejo? Ja, jaz imam idejo, če lahko. Kar seveda, Boštjan. Podjetnik je pravzaprav podjetnik, ne samo tisti, ki začne svoj biznis na začetku, ampak je to praktično trajanje, rečemo, dolgotrajnega procesa, se pravi, ima podjetje dolg časa in enostavno je podjetnik skozi. Podjetnik je pa tisti, ki se pa odloči, da bo začel, da bo praktično nekaj ustanovil, da se bo šel podjetnika in skratka je stopil na to pot podjetnika. To je za moje pojme razlika. Aha, torej, če rečemo, startup podjetnik je nekdo, ki je na začetku poti. Ja. Ampak potem takem, če postanete vi zdajle mentor nekomu, ki je SK75 dobil financiranje, ne, se pravi, dobil povratno posojilo v višini 75,000 evrov, a je on še startup podjetnik ali ne? Ja, mislim. Postane... Ja, seveda. Jaz bi rekel, da je startup podjetje ono, ki začne, pa dokler se ne zgradi, da je profesionalno podjetje, ki ima že vse funkcije ločene, pa mu vse delujejo v tem smislu. Ampak potem takem moja... Ja, če moja mama odpre cvetličarno v Mengšu, zdaj le začne odpirati, je startup podjetnica. Ne, pa mora biti, da je dosti velik trg, da se lahko govori, da je startup podjetje. Veste, kakšen trg je za rožce? To je noro. To je res. Mislim, da je tudi ideja bistvena, s čim začneš, s čim stopa na trg. Okay. Lahko še jaz? Ni bila najprej pa Dimitrij, ja. Jaz pa mislim, da je ena ključnih stvari, ki loči startup podjetnika od drugih podjetij, to v kakšni branži pa kakšen produkt proizvaja. Oziroma, gre za to, da v startup podjetju običajno so zelo inovativna, so na nekih nišnih področjih, na nekih destruktivnih, ne? In že startup podjetnik je v vlogi tega bistveno drugačen, ker ima zelo gledati izven okvirjev, ker ne deluje v neki branži, ki ima jasna pravila vnaprej. Naprimer, kaj so jim neka proizvodna zadeva, ko vsi vemo, da mora na koncu priti produkt ven. Oni se borijo na vsakem segmentu vrednostne verige, običajno tudi tako, da jo celo postavljajo sami in sooblikujejo ali pa oblikujejo sami vrednostno verigo. In zato so oni drugačni in zaradi tega tudi hitro rastejo. So zelo nepredvidljivi v planiranju, ampak ravno to je lepota startup podjetništva. Ok, zanimiv pogled, se pravi, da bi panoga tistega, oziroma če rečemo za neke zakonitosti v panogi so tiste, ki definirajo to, ne? Pa produkt. Pa produkt, ok. Jaz imam en malo drugačen pogled, Rok. Kar, ja. Jaz to gledam, zmer primerjam z obrtniškim načinom, ne? Tako postavljam in si rečem, obrtnik je nekdo, ki se odloči, da bo nekaj delal, bo firmo začel in bo gradil točno določeno stvar. Tako isto kot startup, vse enako. Edino filozofsko oziroma, filozofsko izhodišče njegovo je drugačno, ne? Skrbel bo za sebe pa za svojo familijo in bo rastel in bo živel iz tiste akumulacije, ki jo ima, pa bo se širil iz tiste akumulacije, ki jo ima. Potem, ko startup, tisti, ki se pa, tako, ko smo govorimo o besedi startup, so se odločili, da hočejo idejo, ki jo imajo v čim krajšem času, se pravi v nekaj letih, pripeljati do firme, ki postane megalomanska, če hoče, se pravi bistveno večjo kapitalizacijo ima in bo na tej poti sodeloval z kupico drugih firm, inštitucij, ustanov, investitorjev, ne vem česa še vse, da mu bojo pomagali, da bo zrasel do te svoje vizije. Se pravi, začetna filozofija, kaj hočem zgraditi, je drugačna. Ok. Ja, se pravi, vse se sestavljajo koščki. Še Dimitrij, ja, prosim. Od vseh definicij, ki sem jih slišal do zdaj, odkar delam v podjetništvu, pa svetujem, pa mentoriram, je v bistvu to, da je osnovna razlika v tem, da startup res že od začetka ima nek namen hitre rasti. Se pravi, podjetnik je vsak, ki razvija neko idejo, a je zdaj to na začetku poti ali pa po 20-30 letih ali pa že vmes 5 novih razvije. Startup je pa dejansko tista zgodba, kjer hočejo
v neko disrupcijo narediti in v bistvu dosegati veliko hitrejšo rast. To mislim, da mi je bila še najbližja definicija razlike startupa pa podjetnika. Ok, se pravi, imamo se zdaj, čeprav povzamem neke 3 ključne stvari. Eno je odločitev o cilju, ne? Se pravi, če bi nek bolj tradicionalen podjetnik ima dosti, da preživi svojo familijo, hoče startup nekaj zelo velikega doseči, ne? Pa smo rekli nekaj o produktu pa panogi, se pravi, na kakšen način to dosega je, da razbija neke uveljavljene vzorce in gradi neke nove stvari. In pa zelo pomembna stvar je hitrost, se pravi, kako hitro želi to doseči, ne? Tako, če sem to prav zložil skupaj. Ne? Jaz bi sam dodal, da za moje pojme panoga niti ni pomembna. Zaradi tega, ker ugotavljamo v zadnjih 15 let, recimo, da startupi takšni in drugačni posegajo dostikrat tudi v panoge, ker si nihče prej ni zamislil, da lahko nek startup hitro rastoč sploh nastane. Ok. Hitrost precejšnje mere, ja. Ja, kar, Aleš. Pardon, Rok. Hitrost rasti res definira startupa? Ali ga definira njegov način razmišljanja v smislu inovativnosti, kreativnosti, kaj bo on razvil? Mislim, kaj pa, če se slučajno zelo inovativen se odloči, da bo rastel linearno. Sicer vem, da je to težko, da bo linearno rastel, če ima nekaj prebojnega, ampak a res definira to startupa? Ker zadnji sem imel ene dečke, ko še nimajo sicer startupa, pa razmišljajo, da bi začeli, pa imajo tako kulsko idejo, pa so precej zagnani, ampak ne bi pa radi, totalno eskalirali. Vse smo imeli celo debato okoli tega, ampak sam tako razmišljam, ko mi še malo odzvanja tisti pogovor z njimi zadnjič. Ja, sej, če je prebojna ideja, bojo tako eskalirali, brez da bi hoteli. Ja, sej, to sem jim jaz rekel. Ok, se tole bila... Ja, seveda. Ja, živjo. Jaz tako, ko sem malo starejši, kako smo, bi rekel, ta proces doživljali pred 30 leti in kako ga danes. Zdaj, teorija startupov poznamo, odkje je prišla, ko so Američani to začeli promovirati, ampak jaz bi čisto preprosto rekel, startupi so del podjetniškega ekosistema. Ko pride en tim in ko se prebije z eno, bi rekel, pametno idejo, potem v bistvu so mu poti poznane. Aha, boste šli v inkubator, če boste še bolj, oziroma pospeševalnik, inkubator in tako naprej. Če boste naredili to pa to pod tem standardom in dobili mentorja, boste dobili to podporo, ono podporo in seveda so zaviti v en sistem, ki mu rečemo ekosistem. 30 let nazaj ali pa 15 let nazaj smo temu rekli novo ustanovljeno podjetje, New Venture Creation, in vemo, da pač podjetniki, ki smo šli skozi različne te oblike, dejansko je bila naša prednost vedno v tem, da smo bili na trgu proaktivni. Zdaj v COVID-u malo manj, ampak bi rekel, mi smo gradili mrežo, mi smo pridobivali člane tima, mi smo pridobivali resurse, mi smo se borili za dokapitalizacije. Sami, noben nam ni tega ponujal zunaj. Zdaj, če gledate gazele, slovenske gazele, med njimi ni startupov, ampak so dejansko družinska podjetja in bi rekel prave podjetniške zgodbe, hitro rastoče, ki jih ni veliko, bi rekel, seveda primerjalno za Slovenijo smo lahko ponosni na tolikšno število gazel, ampak ne moremo tega primerjati z startupi. Recimo, jaz sem delal veliko startupi v tujini in lahko rečem, da vsi tisti, ki so šli skozi ekosistem po 5 letih, ko so jih vrgli ven na trg, govorimo o tehnoloških startupih, so bili bogi, jih je 70% propadlo v 6-7 letu. Zato, ker niso bili navajeni leadershipa, niso bili navajeni, bi rekel, ustvarjati dodano vrednost na golem trgu, tako da in bi rekel, ustvarjati nove strateške kombinacije. Okay, če prav razumem, bi lahko startup bila celo slabšalna beseda v kontekstu, ti si pa startup, ti pa, ki boš enkrat prepuščen samo v sebi, ne boš preživel. Ampak pustimo zdaj to. Za potrebe tega, kar se bomo mi zdaj pogovarjali, bom jaz ti zadeval skrajno poenostavil in bom dal eno drzno tezo in bom rekel, da proces, skozi katerega gre nekdo, ki gradi eno družinsko firmico ali pa karkoli,
ali pa nek startupovc je v osnovi enak proces. Okay? Edina razlika, ki je kakšen cilj si nekdo postavi, tako kot je bilo prej rečeno, in kako hitro želi, da se določene stvari zgodijo. Okay? Boste videli, zakaj sem tole zdaj si postavil miselni okvir, zato da bomo lažje nadaljevali. V nadaljevanju bom pa jaz tu mešal, kdaj se bom zmotil, pa bom kdaj startup uporabil, kdaj bom podjetnik uporabil, kakorkoli. Trdim pa, da so naloge mentorja v obeh primerih zelo podobne, je pa lahko vsebina dela lahko drugačna, zato ker pri enem startupu boš lahko bolj aktivno pomagal, kakšnega investitorja bo dobil, pa tako naprej, medtem ko nekdo, ki sam financira, bo to počel drugače, počasneje, tako naprej, ampak v svoji esenci gre pa za zelo, zelo podobno stvar. Okay, tako da to sem dal čisto kot provokacijo, ker jaz trdim, da startup ali pa podjetništvo ali pa new venture creation ali pa kakorkoli gre v svojem fundamentu za enak proces. Okay? Ja? Cool.